Zdravo! Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. To je moj sendvič. Komaj se otroci preselijo v novo pediatrično kliniko, že nastajajo problemi. Tokrat jih povzroča legionela in pseudomonas. Kot zagotavlja strokovni direktor pediatrične klinike Rajko Kenda, je zadeva nenevarna in da so otroci na varnem. Ja, zelo jasno bi rad povedal. Stvar je seveda neprijetna. Nihče si tazga zapleta ne želi, ne otroci, pa tudi ne osebje, ker nam nalaga to seveda dodatna dela in omejitve za bivanje. Vendar ob upoštevanju vseh ukrepov, ki smo jih sprejeli, je zadeva nenevarna. Vsi otroci so na varnem, sprejeti ukrepi, ki omogočajo uporabo samo tiste vode iz pip, na katere so nameščeni filtri, ostale kopalnice so zaprte, umivanje z vodo to ni dovoljeno, za ustno higieno uporabljajo otroci vodo ustekleničeno vodo in nevarnosti, da bi se kdo okužil, ni. Je pa, kot sem rekel, stvar neprijetna, utegne trajati 14 dni do maksimalno 3 tedne. In tisto, pravzaprav, kjer smo najbolj prizadeti s to zgodbo, je dializni oddelek, ker je treba ne zaradi same legionele ali bakterij, marveč zaradi očiščevanja sistema, je treba naše otroke, smo jih morali premestiti na odrasli dializni oddelek, ker se bodo v tem času dializirali ob pomoči odraslih kolegov. Pa to svet ni videl. Nova klinika, ne bi rekel, da je to nek star socialističen blok, kar jaz živim. Vse na novo in dobijo to sranje, ne morejo ga ven spraviti, da bi, to ni zadeva, ko bi se dali zavedno odpraviti, še povedal model. Pazljivi bomo ves čas, namreč s podobnimi problemi smo se srečevali tudi na stari kliniki in smo jih imeli ves čas pod kontrolo. To ni nekaj, kar lahko odpraviš in se potem ne more več ponoviti. Tukaj bomo pazljivi ves čas. Malo manj pazljiv je bil naš Borči. Zato včeraj ni vodil seje vlade, pač poškodoval si je zapestje. Naš Denis je pa po seji, ki jo je sicer vodil Mite Gaspari, odgovoren minister brez listnice, odgovoren za razvoj in evropske zadeve, je pa ujel naš Denis takrat Karla Erjavca, ga vprašal, kako potekajo zadeve okoli plinskega terminala v Žavljah pri Trstu. Sploh ne bom začel, pustimo Erjavcu najprej kaj povedati. Lahko povem, da sem prejšnji teden pisal italijanski ministrici in sicer, da naj nam še pošlje dodatno tehnično dokumentacijo, s katere bo razvidno, pravzaprav, kakšni so čezmejni okoljski vplivi, tako da čakam na ta del tehnične dokumentacije. V najbolj kriznih časih za okolje, ko nam Italijani res težko sranje postavljajo ob mejo, imamo mi ministra za okolje, ki, saj ne rečem, fajn je imeti politike, ki te zabavajo, ki ti kakšne gluposti stresajo, so populisti in bla bla. Ampak ne na takem resorju, ne v takem času. Kaj, a zdaj še o Vlačiču? Joj, da ne začnemo njemu. Vlada je na seji sprejela tudi usklajen predlog ministra za promet Patrika Vlačiča glede zahtev avtoprevoznikov, s katerimi se bo minister sestal predvidoma v torek. Minister Vlačič pogajanj in samega predloga ni hotel komentirati, komentiral pa je zadnje zamude pri gradnji hitre ceste čez Rebrenice. No, teh nekaj dni, kolikor se zamuja, ni nič posebnega, kadar se te tehnični pregledi delajo in se odpravljajo tiste zadnje pomanjkljivosti. Tako da pri roku gradnje, recimo 2 leti, nekaj dni gor dol, ne bi smeli imati kot preveč resen zastoj. Ne? Ko smo lih pri zastojih, gospod minister. Poletna sezona je, vozil sem se med Izolo in Koprom. Kje je tunel? Kdaj bojo turisti lahko prehajali po naši obali? Jebem ti Rebrenice.
Pred ministrico za notranje zadeve Katarino Kresal je napornejši del leta. Začela se je namreč turistična sezona, kar pomeni gostejši promet. O čem sem govoril? Več zastojev in nesreč. Zavest je povedala, kako se bodo s temi problemi spoprijeli letos. Kot vsako leto je seveda policija tudi letos pripravila seznam akcij za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, od kontrole alkoholiziranosti do kontrole prevelike hitrosti na cestah. Na svojih tiskovnih konferencah je te akcije že predstavila in tekle bodo seveda celo poletje. Od lepo izgledajočih in lepo zvenečih ministric in ministrov pa končno k eni strokovnjakinji. Danes je ujel tudi Ljubico Jelušič, našo ministrico za obrambo, ki je spregovorila o programskih proračunih in sredstvih, ki bo država v prihodnjih letih namenjala za kolektivno NATO obrambo. Povedala pa je tudi nekaj o tem, kaj pomeni zmanjšanje sredstev na tem področju. Zmanjševanje sredstev že letos in tudi v prihodnjih letih bi pomenilo, da obveznosti in našega prispevka, ki ga moramo dati kot zaveznica, ker uživamo seveda na račun skupne varnosti, ne bomo zmogli izpolniti. Ampak kakšna bo kazen za to? Kakšni so lahko ukrepi NATO do Slovenije, če ne izpolnjuje nekaterih zahtev? Torej, država bo pač šteta za manj kredibilno, manj verodostojno, manj ugledno. Država, s katero se pač ne bojo vodila pogajanja v vseh podrobnostih, zlasti kakšnih razvojnih projektov, in to bo država, ki bo pač dobila tudi v zameno določene restrikcije na področju ekonomske politike, ker moramo razumeti, da NATO ni institucija per se, to so vendar države. In to so, v glavnem so to zahodne razvite države. In če v teh okvirih mi izgubimo verodostojnost, pomeni, da tudi naša ekonomska menjava, naš položaj kot ugledne države v okviru ekonomije tega prostora se slabša. Drage moje, dragi moji, imeli smo referendum, večinsko smo obkrožili, da smo za NATO, zdaj ga bomo poplačevali. Do amena! Kredibilnost, ali kredibilnost, sej. Ker smo že pri tem kredibilnosti, v zadnji fazi, v zadnji etapi dokazovanja neizobraženosti slovenskih poslancev, so iz štaba SDS, vodji poslanske skupine SD Bojanu Kontiču, očitali, da naj ne bi imel veljavne diplome. Zato se je odločil, da javnosti predstavi svoj indeks in diplomo. Tole, kar imate v rokah, je verjetno indeks. Tole je indeks, tudi številka indeksa. V njem so seveda, kot je normalno za indekse, pisane ocene in tudi zagovor diplomskega dela. Kakšne so bile povprečne ocene pri vas? 8 in še nekaj. Redno, dobro. Potem to je verjetno diplomska naloga. Tole je diplomsko delo, tako je. Odločbe Ustavnega sodišča o lokalni samoupravi. Tako. Pri kom ste to delo? Pri mentorju Stane Vlaj? Doktor Stane Vlaj, predsednik izpitne komisije je bil doktor Virant. Koliko časa ste študirali? V roku, kar se da najhitreje. Tudi diplomo? Tudi. Zdaj pa diploma? Tole pa je ta diploma, ki jo vrže seveda trditve SDS-a. Da poslanec iz SD na IČ nima diplome prave, ne? Tančno tako. Javna uprava, vi ste... Sicer ne trdijo, govorijo o tem, da se šušlja. Ja, šušlja se, ne? Če bi upoštevali vse, kar se šušlja po parlamentu, bi seveda lahko vsak dan imeli tiskovno konferenco na temo SDS-a in njihovih poslancev. Hude besede, pazite, da se ne bo začeli šušljati še o kakšnem vašem poslancu ali poslanki. Slovenija, 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 kulturac. V Zlatem zobu smo včeraj lahko videli koncert zasedbe Kanja Flamenko. Pod vodstvom kitarista in skladatelja Matjaža Stošiča deluje zasedba že 8 let.
Še je vreme, počasi je čas, da si navijete kakšen špinjelček, odprete kakšno hladno pivo in spočijete oči na bikinijih ob plaži. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.